Potem, ko je 25 tekmovalk varno pripeljalo v ciljno ravnino na današnjem veleslalomu 47. Zlate lisice in je Tina Maze zasedla odlično drugo mesto, je žirija zaradi neugodnih vremenskih razmer odpovedala tekmovanje. Številni navijači, ki so v sončnem jutru polni optimizma zasedali tribune ali se postavljali ob progi, da bi navijali za svojo tekmovalko, so glede na to, da je negotov tudi jutrišnji slalom, razočarani zapustili prizorišče. Nekateri so se v Maribor pripeljali iz precej oddaljenih krajev. Von woher sind Sie gekommen? Wir sind von Österreich, Göstling an der Ips. Das ist der Heimatort von Katrin Zettel. Ja, wir waren guter Hoffnung, sonst wären wir nicht gekommen. Wir sind immerhin 3 Stunden hergefahren. Wie finden Sie das, dass das Rennen abgebrochen wurde? Ich kann es nicht ganz verstehen. Vielleicht ist oben der Schnee weicher geworden. Ich weiß das nicht. Aber für unsere Karte ist das nicht sehr gut, weil sie ist sehr gut gefahren. Die anderen sind leider etwas hinten gewesen. Und vielleicht war die Piste schuld, aber ich glaube es fast nicht. Wenn das Rennen morgen stattfindet, werden Sie auch hier sein, oder? Wir werden sicher kommen. Ja, seveda smo razočarani, ne? Ste daleč prišli v Maribor? Fan klub Ane Drevš, Marta Opaki, navijemo za Tino, za Maze, za vse Slovence, ne? In dobro je kazalo in pač, kaj moramo, narava svoje naredi. Zelo razočaran, samo preko vremena ne moreš, ne? Če so pogoji taki, pač prva varnost tekmovalk. Ste oddaleč prišli v Maribor? Tu sem Mariborčan, iz Limbuža. Tako da, če bo jutri tekmo, boste prišli spet? Absolutno, ja. Smo pa res razočarani, vsaj po prvih tekmovalkah sodeč je proga dobro vzdržala, zdaj če to komisija ugotovila, da je zgoraj slabše, žal ne moramo na to vplivati, je pa res škoda pri takem vzdušju, pri takem vremenu in kljub temu pri takem snegu, kot se tu vidi, da je odpovedano. Z ozirom na to, kaj se je danes zgodilo, zdaj vprašanje, kaj bo jutri. Slalom je namreč zahtevnejši, ker je obremenitev snega večja, tako da bomo videli, kaj se bo dogajalo. Kakšno pa je bilo mnenje Toneta Vogrinca o razmerah na progi v zadnjih dneh? Sam mislim, vkolikor je na celi progi pol metra snega, lahko samo napaka ali izredne okoliščine preprečijo, da bi se sneg prepariral z raznimi sredstvi, ki so na razpolago. In malce je zagodla ta pretekla noč, ko je po izjavah Gorazda Bedrača, vodja tekmovanja, na vrhu zmrznjena skorja in s tem tudi ta nočni mraz ni mogel iti noter v spodnjo površino in zaradi tega so morali danes zjutraj to ponovno preparirati. Naša Tina pa ima zveste navijače tudi izven meja Slovenije. Za Slovenijo, jaz sem iz Šibenika za Slovenijo. Tina Maze, najbolja je, da želim puno sreće da uspije i da bude prva i to.